Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, kot verjetno veste, tudi občinski odbor Desus se aktivno vključuje v letošnje lokalne volitve. Pripravili so program in točno vedo, kaj si želijo in kaj bi bilo prav in dobro za naše okolje. Tako da je danes z nami predsednik občinskega odbora in tudi predsednik volilne komisije pri Desusu Ormoškem, gospod Mirko Novak. Pozdravljeni. Ja, hvala lepa za priložnost, da se lahko oglasim na naši kabelski televiziji. Lep pozdrav vsem volivkam in volivcem, ki bodo čez dobrih 14 dni oddali svoj glas na volišču, in upam, da bomo s programom, ki bo danes predstavljen, pa tudi na naši zloženki, vas prepričali in boste obkrožili številko 5 pred našimi kandidati. Ja, seveda si Desus želi v občinski svet, kar seveda ni slučajno. Koliko pa bi pravzaprav bilo prav, da vas je iz Desusa v občinskem svetu? V sedanjem občinskem svetu nas je kar veliko, 4 svetniki smo. To je velik odstotek od 20 svetnikov, kot šteje občinski svet. Zdaj seveda naša želja in ambicija je, da bi tak volilni rezultat ponovili. Kako bo se izšlo na volitvah, bomo seveda videli 18. Še enkrat pravim, mi starejši vemo in prepričani smo, da moramo biti, kot se reče, zraven. Če nismo zraven, se enostavno pozabi na nas. Saj pred volitvami nekateri tudi nenehno ponavljajo skrb za upokojence, skrb za starejše, pa pravim še enkrat, če pa potem med obdobjem od enih do drugih volitev se upokojenci in starejši ne oglašamo, potem se marsikdaj, kot pravim, pozabi na nas. No, ste pa zelo aktivni, v vsakem primeru, povsod ste, še celo mlado ministrico imate oziroma prihaja iz vaših vrst. Ja, glejte, v koalicijski pogodbi, ki jo je tudi podpisal Desus na državni ravni, so seveda, bi rekel, temeljne točke, ki nas starejše zadevajo, posebej izpostavljene. To je usklajevanje pokojnin, redno in pa tudi za nazaj, javno zdravstvo, medgeneracijsko sodelovanje, sklad, ki bi naj nastal, in pa seveda tudi 2 ministrstvi smo dobili, tako ministra za obrambo, gospoda Erjavca, kot potem tudi našo domačinko dr. Pivčevo, za ministrico za kmetijstvo. Naj takoj povem, da smo v dogovoru, tudi občina, z ministrico, da pride 16. v Ormož, na šolo Ormož, na tako imenovani medeni zajtrk, in potem računamo, da bi se pa dobili še z ekopridelovalci hrane v občini Ormož, ki bi želeli imeti tudi en krajši razgovor z ministrico glede problematike, s katero se srečujejo, in pa kako z to ekopredelavo v prihodnje. Jaz upam, da bo ta razgovor uspešen, in želim tudi, da bi z ministrico tudi v prihodnje seveda bili v navezi in jo sprotno obveščali o težavah, problemih, ki se pojavljajo v občini v zvezi s kmetijstvom, pa tudi z našimi kmetijskimi pridelovalci. No, v Desusu ste pripravili konkreten program, veliko stvari zaobjema, torej ta vaš program, s katerim boste nastopali in za kar si boste tudi prizadevali, tako da seveda si želite čim več mest v občinskem svetu, da boste tudi vse to lahko uresničili. No, kaj torej morda nekaj tistih glavnih točk iz tega programa?
Zdaj, mi smo imeli tudi programsko konferenco pred kratkim, kjer smo seveda definirali, bi rekel, tiste osrednje, najbolj pomembne točke, za katere si bomo ali si bodo svetniki v občinskem svetu prizadevali, da bi bile tudi uresničene. Vsekakor želimo, da tudi v prihodnje v občinskem svetu se zagotovi dovolj denarja za sofinanciranje domske oskrbe, za tiste stanovalce, ki seveda s svojimi lastnimi sredstvi ne krijejo stroškov v domu. To je eno, pomembna zadeva. Naslednjo, zagotoviti v proračunu dovolj sredstev za pomoč na domu. Tudi to je oblika, ki jo moramo v prihodnje, bi rekel, bolj izkoristiti. Ne takoj, ko nekomu se zadeve porušijo doma, v dom. Boljše je, da ostane v svojem okolju in se posluži tega, kar center starejših občanov ponuja, pomoč na domu. Občina to tudi v veliki meri sofinancira ta strošek. Naslednje, kar je, že nekaj časa poudarjamo, da je nujno tudi v Ormožu priti do medgeneracijskega centra. Ideja je že nekaj časa prisotna, zdaj se dogovarjamo tudi o, bi rekel, lokaciji tega centra in upam, da bomo skupaj tudi z našo pomočjo, pa tako občina kot center starejših občanov in pa potem tudi Medobčinska zveza društev upokojencev prišli do realizacije tega projekta. Ker v tem medgeneracijskem centru bi bilo možno marsikaj seveda postoriti in narediti in ponuditi tudi starejšim neke oblike druženja, tudi usposabljanja, učenja in tako dalje. Pa ne nazadnje bi v tem centru mogoče lahko tudi pričeli z tako imenovanim dnevnim varstvom starejših, kar nekateri v drugih okoljih že prakticirajo. Potem bi izpostavil še problematiko varovanih stanovanj. Mi v Ormožu v zadnjem času nismo kaj dosti v samem mestu stanovanjskih kapacitet dobili. Ponuja pa se seveda ena varianta in sicer podobna, kot smo jo pred skoraj desetletji že izkoristili, ko smo skupaj občina in pa stanovanjski sklad SPIZ-a zgradili 8 stanovanjskih enot v Ormožu za starejše, upokojence in tudi za hendikepirane. Veste, v stanovanjskem skladu SPIZ-a se nabirajo kar precejšna sredstva od stanarin, ki jih ima in od stanovanj, ki jih ima v lasti stanovanjski sklad SPIZ-a. Ima pa kar veliko stanovanj v Sloveniji. In jaz mislim, da bi, če bi pričeli eno intenzivno akcijo, pa tudi sam imam kar še iz preteklosti dobre odnose z nekaterimi na SPIZ-u, mogoče se dalo spet dobiti kakšna sredstva in v Ormožu zgraditi kakšno stanovanje za starejše. Glejte, in pa okrog tega, da se demografska slika v občini izredno slabša. Čedalje več nas je starejših. Dom je, bi rekel, natrpan in prenatrpan. Veliko je prosilcev za oskrbo v domu, pa enostavno ni mest, da bi lahko vse v domu sprejeli. Zato seveda razmišljamo, da bi mogoče bilo umestno začeti z tudi pripravo kakšnih novih dodatnih prostorov ali v kakšnem objektu, ki je v kateri krajevni skupnosti mogoče ni najbolj izkoriščen, pa potem tudi tam najti kakšno mesto in zagotoviti mesta za oskrbo starejših. Tako da bi seveda tudi razbremenili dom in pritisk na dom, podobno kot
nekaj podobnega, kot se mogoče to dogaja zdaj tudi pri svetem Tomažu. Tako da, saj bi lahko našteval še, pa mogoče bomo skozi razgovor še kakšno zadevo načeli. Te stvari iz programa bodo predstavljene v naši zloženki, ki bo pravočasno prišla v vsako gospodinjstvo, tako da bodo vsi volilci lahko videli, kaj seveda želimo, kaj bomo zahtevali in kaj bomo seveda pričakovali v naslednjih 4 letih, da se bo zadeva uresničila. No, gotovo imate tudi člani, torej stranke Desus, plan, kako izboljšati infrastrukturo v naši občini. Veliko ste govorili oziroma se zavzemali, da se torej v Veliki nedelji tudi izvennivojsko križanje zgradi in tako dalje. Ja, mi smo seveda tudi v občinskem svetu podpirali več ali manj vse projekte glede te cestne infrastrukture. Moram reči, da se je tu veliko storilo. Veste, nekateri so kritizirali in so, kot bi rekel, tudi kritiko naslavljali na vodstvo občine, da se preveč namenja temu, pa ni tako. Tisti, ki živimo ob asfaltu, tako ali drugače, dalj časa, nekateri od rojstva, ne vedo, kaj pomeni ena asfaltna pot na novo narejena za ljudi v nekem okolju. To je treba biti na otvoritvah teh poti in videti, kako se včasih komu tudi orosijo oči, kako svetle oči imajo in kako veseli so s kakšnim, bi rekel, različnim zahvaljevanjem na vse organe gredo besede. In jaz mislim, da ena dobra cesta, dobra pot je velika pridobitev ne samo za krajane, ampak tudi za vse starejše, ki potrebujemo zdravnika, pa druge pomoči in tako dalje. Zdaj okrog Velike nedelje, mi smo si seveda prizadevali tudi preko našega poslanca, ne našega, ampak najbližjega, gospoda Jurša, pa smo v parlamentu kar nekajkrat načeli to problematiko okrog ceste, pa tudi strani občine in seveda tudi druge stranke so seveda za to zavzemali. Zdaj, dokler se seveda ne bo začelo in bom jaz tam na klanceh, kako se reče, videl stroje, pa nekoga, ki bo pripeljal beton za viadukt, do ta čas sem skeptičen. Zdaj pa drugi problem, ki pa ostaja, to je pa izvennivojsko križanje v Mihovcih. Saj nekateri pravijo, da se bo promet bistveno zmanjšal. Jaz dvomim, da se bo bistveno zmanjšal, kajti ta cesta skozi Mihovce bo proti Trgovišču ostala še naprej dokaj frekventna in izvennivojsko križanje je v vsakem primeru nujnost. Mi si bomo še naprej prizadevali, da do tega pride. Kako bo zadeva tekla v prihodnje, ne vem, ampak še enkrat pravim, z naše strani prizadevanja in zahteve v tej smeri bodo prisotne tudi v naslednjem obdobju. Ja, je veliko bilo povedanega okrog tega, ampak se je malo pozabilo, ne, zadnje čase. Vi pa torej vseeno niste pozabili na to izvennivojsko križanje v Mihovcih. Dobro, kaj pa na področju gospodarstva? Kakšne imate načrte, kako bi lahko vse skupaj izboljšali? Mi imamo eno idejo, da bi v občini ustanovili en svet za gospodarski razvoj. Ta svet bi bil, bi rekel, ena pomoč županu. V ta svet bi vključili pomembne gospodarstvenike iz sedanjega ormoškega okolja, mogoče koga, ki je prej bil v gospodarstvu, pozna povezave v Sloveniji tako ali drugače. Veste, treba je seveda tudi to imeti v vidu,
pa tudi takšne ljudi vključiti, pa mogoče še koga, ki danes, ki je v Sloveniji, je na pomembnem gospodarskem področju in ti, če bi se sestali, pa pomagali pripeljati tudi najprej kakšno idejo, potem pa mogoče kakšnega investitorja in pri pomoči k zaposlovanju tudi mladih v okviru občine. To je seveda ena pot, ki mislimo, da ne bi bila niti slučajno v škodo in jaz verjamem, da bodoči župan bo dovzeten do tega, da bi lahko mu tako tudi na tak način pomagali. Ker samo z občine in tudi občina nima neposredne možnosti, da bi zdaj seveda odpirala delavnice, pa obrtne zadeve, pa gradila fabrike in tako dalje. No, mene zanima ta svet, ki ste ga predlagali, gospodarski svet. Torej. Kdo bi sestavljal ta svet? Saj sem dejal, v tem svetu bi bili vključeni, po želji seveda, odgovorni gospodarstveniki danes iz naše občine, pa tisti, ki so mogoče v preteklosti bili na odgovornih mestih, so danes tudi v pokoju, v penziji, pa najverjetneje še kakšne ideje in povezave imajo, pa še kdo iz širšega okolja, ki je danes na pomembnem mestu, v gospodarstvu. Nenazadnje pa je seveda treba bi rekel, vso intenzivnostjo iti tudi v našo obrtno cono in zadeve urediti tam, kjer še niso urejene. Za odkupe zemljišč si je treba prizadevati in mogoče tudi prispevati ali dati kakšni evro več, tako da bi zemljišča pridobili, da lahko napravimo zložbe in da lahko ponudimo parcele. Pa nenazadnje je treba na veliki zvon obesiti lokacijo tovarne sladkorja. V nebo vpijoča zadeva, neizkoriščena lokacija z vso infrastrukturo, najti je samo treba investitorja, pa začeti seveda z nečim tam doli, da ne bo zadeva samevala in če prideš tja dol, te bolijo oči. To že, ampak veliko je že bilo prizadevanj, tako da veste, da to ni tako enostavno. Jaz se zavedam vsega tega. Mi smo pred 2 letoma približno imeli tu na občini ministra za gospodarstvo gospoda Počivalška. Ko smo mu pokazali to lokacijo tovarne sladkorja, je seveda vzdihoval od navdušenja, ja, to je nekaj, kar je treba v Sloveniji čim prej seveda izkoristiti in neko zadevo z področja gospodarstva pripeljati na to lokacijo. Ampak župan se je seveda še srečal z njim na to temo, ne vem, če sta še kaj govorila, kaj posebnega se seveda zdaj v tem zadnjem času ni zgodilo. Jaz tudi ne vem, kako so ti sedanji pridelovalci sladkorne pese, ali še vedno okrog tovarne sladkorja se razmišlja, ali o kakšni drugi proizvodni. Vsi skupaj si bomo seveda v občini morali še bolj, bi rekel, prizadevati, da se nekaj na tej lokaciji zgodi, enako pa tudi v tej naši obrtni coni. Z obrtno cono je problem. Od samega začetka mi smo razglasili obrtno cono, napravili cesto, napravili nekaj komunalnih zadev, nismo pa bili lastniki zemljišča. Ali pa ne vseh zemljišč. Potem pa je seveda problem pri posameznih zložbah, kako, če jih ne moreš narediti, če nisi lastnik zemljišča. Tako da tu bo treba seveda narediti korak naprej in to hitro. No, nekaj dobrih idej, privlačnih idej imate tudi v zvezi s smetmi, mislim, so odpadki, da se tako malo bolj službeno izrazimo. Kakšne so vaše ideje? Recimo, kar se tiče plačil. Ja, mi smo lansko leto, ko se je podeljevala koncesija za odvoz smeti komunalnemu podjetju, seveda skupaj tudi z gospodom Železnikom, ki je pri tem pomagal, razmišljali o tem, kako, bi rekel, bolj pravično ovrednotiti ceno odvoza z ozirom tudi na količino.
Ker gledajte, mi zdaj plačujemo vsi občani enako ceno za odvoz tako imenovane črne kante. Pa zdaj moram reči, da tam, kjer je v gospodinjstvu en človek ali pa sta dva, jaz sem prepričan, da je ta črna kangla več ali manj prazna, nikdar najverjetneje polna do vrha. Je pa to drugače pri družinah, kjer imajo seveda male otroke, pa več ljudi, pa tako dalje. Tam je situacija drugačna. Zato smo mi predlagali, da bi šli na ceno odvoza z ozirom na število oseb v gospodinjstvu. Komunalno podjetje je pripravilo en izračun, tako da bi tisti pač plačevali nekoliko manj, drugi, ki jih je več, pa več. Ali pa iti v varianto tehtanja smeti. So pa s strani komunalnega podjetja seveda povedali, da bi ta oblika glede tehtanja seveda zahtevala dodatne velike vložke na samem začetku in se pač v tej prvi fazi ali v tej fazi nismo za to odločili. Smo pa na seji občinskega sveta to izpostavili in tam je bilo tudi strani župana rečeno, da pravilnik glede tega ni zadeva, ki je zabetonirana, zamrznjena za ne vem kakšno obdobje, ampak da ga je možno tudi spremeniti, o tej temi razpravljati. In jaz mislim, da bi to seveda bilo potrebno, kajti to bi tudi pomenilo nekoliko manjši strošek, najverjetneje za naše upokojence, ki, veste, praviloma po eden ali dva prebivata v gospodinjstvu, ker mladi so odkorakali. Ja, vrniva se še malo na infrastrukturo oziroma na promet. Pred kratkim oziroma na zadnji seji občinskega sveta je bila predstavljena prometna strategija in že takrat oziroma tam ste strani Desusa povedali, da se z določenimi stvarmi ne strinjate najbolje. Ne? Kakšne so vaše ideje? Ja, zdaj, mi smo seveda na seji občinskega sveta, pa kasneje na teh delavnicah, ki so bile v zvezi z to prometno strategijo, izpostavljali določene probleme. Najprej seveda probleme okrog kolesarskih poti. Teh imamo seveda relativno malo v tem trenutku. Če bo ta kolesarska steza ob Dravi realizirana v doglednem času, bo seveda to velika zadeva. Če bo kolesarska pot narejena ali ta steza od Svetinj čez Jeruzalem proti Ljutomeru in tako dalje, bo seveda naslednja velika pridobitev. Ampak to so stvari, ki so v tem trenutku seveda še v teku. Zdaj, kot sem dejal, ta prometna strategija za sam Ormož v tem trenutku ne ponuja nekih konkretnih, decidiranih zadev, ampak je osnova za to, ko bomo se začeli s pripravo določenih projektov, ki jih je treba tudi v samem mestu in v Ormožu urediti. Tako mislim, da podnujno je treba urediti Školibrovo ulico. In ta pločnik tu na koncu gori, pa kar nekaj pločnikov po mestu. Pa potem problem je v Kerenčičevi ulici, tam pri bazenu. In to so nekatere zadeve, ki jih bo treba tudi okrog, bi rekel, te prometne strategije ali pa v tej prometni strategiji, ki je bila sprejeta, upoštevati in realizirati. Glejte, zdaj prometna strategija je tudi osnova za pridobitev eventualno kakšnih drugih sredstev. Tako nam je bilo povedano. Pa še en problem, to pa je problem seveda prevoza repromateriala za našo bioplinarno z temi ogromnimi traktorji skozi Ormož. Res je, da smo mi predlagali, da se ta stvar preusmeri na obvoznico in spomladi smo imeli tu v Ormožu takrat še državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, gospoda Jureta Lebna, ki je rekel, da si bo seveda preko Direkcije za ceste prizadeval, da se ta zadeva reši.
in da ti traktorji, ki letijo tudi 50-60 km/h, gredo na obvoznico. Ker nevzdržno je, da 30 kubikov v cisternah, oprostite izrazu, gnojnice, vozimo skozi mesto. Če se to razsiplje tu sred mesta, smrdeli bomo pol leta. In še eno, mi smo tudi dali idejo, da bi se napravila ena mini obvoznica. Da bi mogoče na lenti naredili en odcep proti pokopališču, za pokopališčem na Lešniško cesto in ob sedanji obvoznici naprej narediti poljsko cesto za traktorje, za kmetijske stroje in za to, kar skozi Ormož danes leti, pa seveda obremenjuje ljudi. Jaz, ko srečaš traktor, 6 brazdni, ki na vsako stran vidiš še malo enega pa drugega, za čim orje, se skoraj v avto malo tako dol počepnem, da me ne bi zadev. No, k sreči, ni to tako zelo veliko takih traktorjev. No. Dobro, v redu. Vsekakor pa ste torej tudi za to, da se vsa podpora da društvom, vsem organiziranim skupinam v občini in različnim organizacijam. Prav gotovo. Že nekaj časa seveda se razmišlja, da bi se tudi za društvo upokojencev našli novi prostori, enako potem za medobčinsko zvezo, če bi se z domom kakorkoli zadeva tam doli drugače urejala. Ker veste, en problem je, medobčinska zveza, ki je lastnik doma, tam pri zdravstvenem domu, seveda v tem trenutku nima izvirnih sredstev. Bife je zaprt, enostavno ni šlo in nastaja problem. Lastnina kot taka za društvo, za organizacijo, brez dohodka je samo breme. Zato smo in seveda tudi skupaj z občino razmišljamo, da bi pridobili nove prostore in sicer tam, kjer so sedaj imeli prostore rokometaši v Mestni grabi, ta del bi se uredil, tam je tudi en večji prostor, tam bi možno bilo urediti kegljišče, balinišče in sprostiti dom kot tak za druge namene. No pa še nekaj, jaz seveda in svetniki bomo predlagali, da se za društva in organizacije v prihodnje nameni nekoliko več sredstev, pa mogoče tudi sredstva, hud izraz je bolj pravično porazdeliti, glede na število članov, vezati tudi na aktivnosti in pa potem tudi na to, koliko članov vse posameznih aktivnosti, ki jih društva, zveze, organizacije organizirajo, udeleži. In tako bi mogoče dobili potem tudi druge proporce glede tega, kaj in kako sredstva, ki jih občina zagotavlja za delovanje društev, zagotoviti in porazdeliti. Moram pa reči, da seveda je teh prosilcev vsako leto ogromno. Pa nastajajo tudi novi, prihajajo novi. In če je kvota nekaj let enaka, potem seveda, če pridejo novi, potem za vse ostale ostane nekoliko manj. Naj izkoristim še to zdaj, pa malo prilijem pozitivnega na ogenj, tudi za vas. Mi v občini imamo 3 medije. To so Ormoške novice, to je Radio Prlek in pa kabelska televizija Ormož. Pa moram povedati, da ste v neenakopravnem položaju, čeprav ste pomemben medij za naše okolje in za našo sredino. In jaz moram reči, koliko spremljam, vse vedno vsega ne uspem, ste seveda aktualni
in obveščate naše ljudi, naše občane, krajane, ki imajo dostop do vašega kanala o pomembnih zadevah v občini. Zdaj, novice so v celoti financirane strani proračuna. Radio Prlek dobi kar precejšnja sredstva za svoje delovanje, prav tako iz proračuna. Pa da ne bi bil narobe razumljen, tudi Radio Prlek je seveda pomemben medij, ampak tu kabelska televizija pa ste več ali manj odvisni od trga. In mogoče ali pa prav bi seveda bilo, da tudi kabelska televizija v prihodnje kot pomemben medij dobi neposredno kakšna sredstva iz proračuna. Ja, hvala, da ste sploh to povedali, kajti veliko ljudi ne ve, da se dejansko financiramo sami in da torej od občine ne dobimo nič konkretnega. Dobro, kakorkoli, veselo gremo naprej. Desus torej stavi na izkušnje, modrost. Izkušenj imate vsi veliko, tudi kar se tiče politike in vodenja občin. Kako to pa, da nimate nekega svojega kandidata? Čudno, smo pričakovali, da boste koga podprli. Veste, znanje, izkušnje, modrost, vse to je vezano tudi, ali pa k temu zraven prihaja tudi starost. In moram reči, da smo mi v okviru krajevnih odborov Desus, ko so se začele priprave na lokalne volitve, razmišljali in v večini odborov je seveda bilo na samem začetku mnenje, da imamo svojega županskega kandidata. Zdaj, naj ne bo razumljeno kot samohvala, v vseh odborih so seveda predlagali mene. Jaz sem si vzel čas za premislek, resen čas za premislek in se seveda na koncu odločil, da ne kandidiram. Iz večjih razlogov. Prvič, v teh 4 letih sem, bi lahko rekel, dokaj dobro spoznal delo na občini, problematiko, vso širino zadev, ki se izvajajo, pa tudi delo župana, ki niti slučajno ni enostavno. In zahteva človeka od, bi rekel, zore do mraka, pa tudi čez vikend in še marsikdaj tudi v noč. Zdaj, to seveda ni enostavna zadeva. In ni samo županovanje čast in slava, pa biti prvi med 12.000 in toliko občani, ampak še enkrat ponavljam, to je trdo in odgovorno delo. No in ko sem se odločal, sem seveda spoznal, da to tudi za moja leta, jaz se bližam, dobro, zdaj ni mi težava priznati, 76 in nenazadnje tudi medicina je danes že tako napredovala, da tudi najbolj zdravemu kaj najdejo. In verjamete, da so tudi meni že našli, da mi kje kaj škriple, pa da kje kaj glih ni več 100%, malo za šalo. In še enkrat ponavljam, županovanje tudi ni zadeva za 3 tedne, pa ne za 2 meseca, ampak za 4 leta. To je pa le obdobje, ki je seveda predolgo za, tako sem ocenil, tudi za mene in za moje, bi rekel, sposobnosti. Zato smo seveda mi razmišljali tudi kaj okrog tega, katerega županskega kandidata ali podpreti ali ne podpreti. Bili smo mnenja, da seveda sedanji župan, gospod Alojz Sok, je v tej tekmi v veliki prednosti. On pozna projekte, ki so trenutno v teku. On pozna tudi zadeve,
okrog katerih se bo v prihodnje razmišljalo. Tega je veliko, kar je treba še postoriti in narediti v Ormožu in pa tudi v okolici, v krajevni skupnosti, pa tudi v povezavi širše v regijo. Tako da tisti, ki bo na novo prišel, jaz verjamem, da bo vsaj pol leta v eni funkciji, ko ne bo mogel in ne bo uspel z polnimi pljuči zadihati in zagnati stvari naprej, tako kot tečejo sedaj, ali pa bi tekle, če bi seveda nekdo, ki je v situaciji, to lahko nadaljeval. Dobro, s tem seveda ni zdaj decidirana 100% podpora v tem trenutku gospodu Soku. O tem se bomo še odločali tudi v drugem krogu. Moram pa seveda, to je moja ocena, priznati, da koliko sem gledal predstavitve vsaj nekaterih županskih kandidatov, oprostite, vsi si, upam si trditi, najbolj ne predstavljajo, kaj pomeni županska funkcija, kakšno je to delo in kakšna odgovornost je to. Pred občani, ki nenazadnje potem dnevno prihajajo, pa dnevno tudi izražajo večinoma in največkrat kritike, pohvalne besede bolj redko. Tako da tu seveda je potem tudi pri meni prevladalo, da v tem trenutku najverjetneje nisem tisti, ki bi lahko to funkcijo prevzel. Pa nenazadnje tudi zato, koliko projektov je načrtovanih v prihodnje. Ta vodovod v Slovenske Gorice, kjer smo mi zraven z Veliko nedeljo pod Gorci, pa proti Svetemu Tomažu in tako dalje, to bo velik zalogaj v prihodnem obdobju. Veliko sredstev bo treba naprositi tudi od drugod. Pa potem čistilna naprava, pa grad, ki ga je potrebno sanirati. Pa tu v mestu, prej sem že navedel nekaj kar okrog mestnih ulic in okrog tega. Pa naj še samo par stvari naštejem. Pa potem ureditev parka. Kliče potem, projekt je, zagotoviti bo potrebno sredstva. Mogoče tudi sredstva pridobiti iz kohezije. Nenazadnje potem tudi ureditev teh trgov, ko bo zdaj zgrajena tržnica in pa hostel, bo seveda tudi okrog Kerenčičevega trga treba nekaj reči, kak in kako ga oživiti. Pa trg pred hotelom, pa na koncu koncev nam ostaja gimnazija. Ja, mi moramo za gimnazijo skrbeti v prihodnje tudi, pa videti, kako jo reševati. Ne bo mogla viseti non-stop samo na nekih dodatnih sredstvih. Kaj ste pravzaprav želeli sedaj povedati torej? Jaz da sem želel lahko enostavno biti župan? Tako, z eno besedo, ker je veliko stvari in veliko idej, veliko zahtev prihaja strani krajevnih skupnosti od posameznikov. V občinskem proračunu pa je seveda limit. In gledajte, mi smo sedaj imeli občinski proračun nekaj čez 19 milijonov. A za naslednje leto je v pripravi proračun, ki bo težko prišel do 14 milijonov. Veste, kakšna razlika je to? Kako bo treba racionalno izkoristiti in koristiti sleherni evro, da se bo seveda obrnil v dobrobit vseh občanov, vseh krajanov naše občine. Tako da tudi z tega vidika zadeva niti slučajno ne bo enostavna. In da torej potrebujemo izkušenega župana. Je to to? Vsekakor, jaz ne podcenjujem nikogar, ampak še enkrat pa pravim, tudi z ozirom na vse te projekte, ki sem jih zdaj naštel, je seveda nekdo, ki je v situaciji v prednosti. Nenazadnje, gledajte, tudi te investicije, ki trenutno tečejo v Ormožu, je pa preko 5 milijonov je teh investicij. Pa moram povedati, da je manj problemov bilo, čeprav so bili veliki, okrog
zagotovitev sredstev za te projekte, kot je sedaj problemov z izvajalci, ki enostavno nimajo ljudi, kasnijo iz dneva v dan. Neki projekti bi morali biti končani, pa še ne bodo in še niso. Nekateri se bodo premaknili celo v naslednje leto, tako da to niso enostavne zadeve in enostavne stvari. Gospod Mirko Novak, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste nam torej obrazložili vse skupaj. Želimo vam veliko uspeha na lokalnih volitvah, torej čim več glasov za Desus in torej, da se vas čim več spravi oziroma postavi v ormoški občinski svet. Ja, jaz se zahvaljujem najprej vam za možnost, da sem danes predstavil ta program. Potem pa seveda še en poziv volivkam in volivcem, da pač obkrožijo naše liste, ki jim bodo ponujene na glasovnicah 18. Številko 5 imamo in zagotovilo, da vas tudi v prihodnem mandatu, prihodnem obdobju ne bomo razočarali. Bomo seveda imeli nenehno pred očmi probleme starejših, ki jih je potrebno v okviru možnosti reševati. Hvala lepa. Mirko, hvala tudi vam in še enkrat veliko uspeha. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa, da ste bili z nami, hvala za pozornost. Ja, pred nami bo težka odločitev, verjetno ste to tudi že sami zelo dobro spoznali, tako da nas čakajo še kar napeti dnevi. Sploh pa 18. novembra bo pred nami težek dan. Kakorkoli vse dobro vam želimo, prijetne, sončne jesenske dni, pa se vidimo čez teden dni. Srečno do takrat.